Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis, z menoj nocoj, ja, nepozabna, ena in edina in prav vesel sem, da je nocoj z nami Tara Zupančič. Pozdravljena. Dobrodošla. Jaz bi te imel vsako oddajo. Dej nehi. Ja. Kaj pa bi delal z mano? Pogovarjal bi se s teboj, ker se poznava že odprej. To je res. Enkrat sem bila na neki degustaciji, se spomnim, viskijev. Ja, ki sva si jo sama priredila, bom rekla. Ja, nek dogodek je bil in ti si bila na tem dogodku zadnja stvar, ki se jo spomnim. Tako preko kozarca. Okay. In od takrat naprej te ne dobim z glave. V glavnem. Joj, okay. V glavnem, zdaj se moram malo Bova kasneje. Bova kasneje. Jaz se spomnim. Ti se spomniš Tako, vsega? se spomnim. In kako se je pa to končalo? Ali pa mogoče ne, ker to je še vedno družinska oddaja. Čas smo bili na sporedu tako okrog pol polnoči, zgodilo se je tudi že o polnoči. Tam smo lahko marsikaj povedali. Okay. Zdaj smo pa tako med 9 pa med 10, tako da danes pa ne smeva. Mislim, sploh, če bi rada povedala, kaj je bilo v resnici. Tako da, a sem ostal oblečen, sem to povej. Lej, to boš mogel druge vprašati. Lahko ti povem koga, ampak ne bomo. Mogoče ne. Zdaj tako, vemo, da si multitalentirana oseba, da se ukvarjaš z nešteto stvarmi. Povej mi, v čem od teh stvari se najbolj najdeš? Si voditeljica, oblikovalka, model in tako naprej. Povej. Najbolj se najdem v ustvarjanju, bom rekla, ampak to je tak širok pojem, ne? V bistvu povsod ustvarjaš. Ko si voditelj ustvarjaš, to najbolj veš. Ko si oblikovalec ustvarjaš, mogoče na nek drug način, mogoče bolj na not, se pravi, a ne, vse stvari, ki jih v bistvu ustvarjaš, so tle, pa potem jih daš na nek papir ali kakorkoli v nek izdelek. Ja. In tle se jaz v bistvu najbolj najdem. V ustvarjanju iz nič. Tako. V barve, v izdelke, v razne stvari. Imaš božji kompleks. Božji kompleks. Si kdaj ustvarila svet, pa moškega, pa žensko? Moški in ženski princip in to. Ja. O tem govorimo. Ja, to me zanima. Mislim, s tem se zadnje čase veliko ukvarjam, ampak to je bolj na tej duhovni ravni in na osebnostnem razvoju. Okej. Ampak svet vrti moški in ženski princip, jaz mislim. To je res. Ampak mediji so te pa relativno zgodaj potegnili, je tako? Pri 12 letih si bila prvič naključno na televiziji. Ja, naključno. Katere oddaje je bilo to? Jo, je bil Stojan Avar je vodil Super Pop, mislim, da je bil takrat. Ni bil Poglej in zadeni. To je bilo kasneje. Ja, bili smo kot neki gosti z vrtcem. Ne z vrtcem, v bistvu z... Šolo? Ja, šolo. Osnovno šolo, ja. Bohinjske Beli. Smo šli kot nagrado, smo dobili, ker smo neko predstavo zmagali. Okej. In smo šli tja gledati v živo. In se je Stojan zaradi mene usedel in rekel, zdaj bomo pa mi žrebali nek avto ali neko nagrado, nekaj imel. In evo, jaz sem zraven sedela, pa me je malo spraševal, tako intervju. Skot pa si, z Bohinjske Bele, veš, lušno. Imam celo en del tega posnetka. Obstaja video? Ja, obstaja. Dej nam ga pošli, da ga bomo predvajali pa pokomentirali. Ja, obstaja. Če si res, mislim, lušno. Okay. Tako da nič. Takrat sem žrebala enega gospoda, ki je dejansko potem skozi neke izzive avto tudi dobil. In sem dobila domov zahvalo zlato zapestnico vgravirano z mojim imenom. Ne me hecati. Ja. V zahvalo, ker si bila ta srečna roka, ki prav najdu me je poslal domov, toliko hvaležen bil takrat, da sem pač jaz to zorala. In še koliko let zalezoval potem? K sreči ne. Okay. A si takrat začutila to ljubezen do kamere? Ne, takrat še ne. Nisi? Takrat še ne. Mislim, do kamere itak ne. Do nastopanja pa že zelo zgodaj. Evo, že to predstavo, ko smo jo imeli, je bila v bistvu neka gledališka. Shakespeare? Ni bil Shakespeare, ampak v Bohinjski Beli je bila predstava. Lokalna. Tako. Tam Babji zob, pa to smo upevali. Pa turiste, kako prihajajo, pa kako imamo vojašenco, fajno, pa to. Kako vsi naj pridejo na belo. Ampak tam smo imeli gledališče, tako vaško, in jaz sem bila vedno v glavnih vlogah. Ampak to imam v familiji, tako da. Imaš? Imam. Nastopaški gen? Ja. Tvoj dedek je bil glasbenik? Glasbenik v bistvu tako amatersko. Amatersko. Amatersko, on si je sam
inštrumente naredil, najraje igral na muki, veš kaj je muki? Ne, kaj? Lončeni bas z opno, ki ima v bistvu neko tako slamco in potem v bistvu Oslinaš pa. Tako, to je bil kar kralj. Fantastičen inštrument. Ne vem sicer, kako različne tone z njega zvablaš. Menda je umetnost, Okay. da nas zna vsak. Pa ni ta inštrument on izumil. Ne, to pa ne, to ne. Izumil je recimo ribežen in naredil, veš kaj je ribežen? To, Ja, se to ja, to ja. se pravi, napel strune, pa to nekako, to je cela znanost in umetnost. Okay. Ti si kdaj izvajala kakšne inštrumente? Prav tako ne, naučila sem se igrati kitaro, želela sem si pa zelo klavir, ampak ko sem bila mala in sem za vsak božič pisala synthesizer, prosim božiček synthesizer, sem vsakič namesto tega dobila bundo. Pa se pa pejte. Zebljte pa ni. Točno to je bilo napisano v pismu nazaj. Draga Tara, te pa vsaj zebljo ne bo. Da se pa odloči. V življenju se včasih treba odločiti pa reči, zdaj pa, a bom znala klavir, pa me bo zebelj, ali mi bo pa toplo, pa ne bom znala nič na klavir. No, ti lahko o tem kaj poveš, glede na to, da znaš klavir, pa koliko te zaradi njega. Mene so učili klavir, pa čeprav jaz nisem imel bunde, pa tudi. V bistvu me je zebelj in ne znam klavirja igrati. Tako da jaz sem tanko potegnil v življenju. Bova si za drugega božička kaj drugega zaželela mogoče. In kdaj si potem začela na televiziji nastopati? Ker vodila si ogromno oddaj, Popolna poroka, Pop in Zvezde plešejo. Ja, Popolna poroka je bila prva. Ja. Je to bila to prva stvar, ki si jo vodila na televiziji? Ja. Okay. Ja, to je bila prva. Je bilo to z Romihom? Tako je. A je zastrašujoč človek kot sovoditelj? Ne. Ne, je prijazen? Zelo. Zgleda prijazen? Ja, zgleda prijazen in tudi je. In v bistvu takrat sem jaz prišla v to oddajo kot hostesa, pa nekako se je kar razvil v malo večjo vlogo. To se je kar sprot skozi oddajo. Jože Potrebuješ me je takrat našel in sicer zaradi neke reklame za Mercedes. Se pravi, jaz sem iz tega modeling dela, ki je bil včasih kar popularen, je bilo kar zdaj tega, se mi zdi, da ni toliko več. Male zamrne. To ni, ja. Ampak snemanje teh reklam je nekako za tujino, pa so bile malo boljše vsebine. In je bila res zanimiva. Z nekim konjem sem po Trstu čez trg šla in pa je prišel Mercedes in to je bilo... Jože z Mercedesom? Ne Jože! Ja, ne smisel. Ampak Jože ima rad Mercedese. Ja, okej. Tako da ja, evo, pa se je pa to nekako razvil. Iz tega je potem sem šla na audicijo za Popin in iz Popina na Zvezde. In evo. Rada imaš TV v živo? Ja, kar. Kaj te pri tem tako privlači, ker jaz za živo glavo ne bi te vdaje delo v živo. Res, ni teorije, ker to je pa tako, ne moš nič popraviti. Ja, to je res, ja. Ne moš nič popraviti, ampak meni je všeč, ko se začne. Ja. Se začne in ko se konča, se konča. Ko se pa snema, je pa to, Bog ga vedi, koliko dolg. Pa ko bomo popravljali, pa stop, pa se v neki zmislu, pa bo neki... To pa drži. A si kdaj snemala kakšno serijo? Kakšen film? Ne, serijo, oziroma sem te neke v sklopu nekih oddaj, ne vem, če se spomniš, je Bela cesta, je bila Bahir in Zahir, neka turška telenovela, ki smo jo pač cel teden snemali, pa je bilo pač, so bile neke serije. Ampak to je šlo hiter, ker je mogel iti hiter, ker ni bilo denarja. Mislim, ni bilo, veš kaj mislim. To sem hotel primerjati, če se snemaš na serijo ali pa kakšen film, to je pa res traja. Razvlečen, ja. Mislim, da je bil Eric Idle iz skupine Monty Python, ki je rekel, da bi celo življenje sam filme snemal, da je to nekaj najlepšega, ampak da tega ne počne zaradi čakanja. Ja, to pa je. 5 ur čakaš za to, da priješ pred kamero povedati dober dan. Čeprav Kuhinja na kolesih je bila ta moja zadnja oddaja, ki sem jo delala, pa je bila snimana, pa mi je bila všeč zelo. Ampak je bilo tudi zelo dobro organiziran in to je pol, ni ponavljan kaj dosti. In tudi morajo biti stvari zelo žive. Enostavno morajo izgledati žive. Pač kuhaš, ne, kaj boš zdaj, stop, krompir, 20 minut nazaj bodi trd, ne gre. Ja, razumem. Pa event, vodiš tudi veliko eventov za podjetja in to, tam je tudi ta element v živo. Tudi, ja. Tam pa itak nikoli ne veš. Enkrat smo imeli en event, ki smo ga v živo sovodila. Tako, ja, sva. In tam sem občutila, kako bi rekel, na lastni koži, kako je
ko pride do težav v živo, ne, nisva se slišala, mislim, da ne, smo imeli en scenarij in smo malo prehitevala. Mislim, sva kar improvizirala. Jaz sem si zamišljala, kako tebe slišim, čeprav te nisem. Ja. Ampak na koncu nam je kar ratalo. Profesionalno. Noben ni opazil. Noben ni opazil. A vidiš, to je pa ta faktor. Tu se vidi ta profesionalnost. Ja. Ne, samo res to, pač včasih je kar težka. Ampak je zabavno. Je zabavno. Zdaj, če se vrnemo k modelingu, ne, meni se zdiš kot punca, ki lepotnih tekmovanj samih ne jemlje resno, se jih pa udeleži in tudi zmaga. Taka se mi zdiš, kot nekdo, ki je top of the line na enem področju, ampak si misli, no prav, če moram imeti, pa zmagaš. Mislim. Kako gledaš zdaj, recimo, v tej točki svojega življenja na ta del? Mislim, meni se zdi zelo zanimivo, da sem v to sploh šla, ker mene so v gimnaziji najdeli na hodniku nek modeling agencija. A si ležala na... Ne, kako misliš najdel? Najdel, okej. Pač najdel, a ne, včasih iskal. Okej, sem mislil, da sem ležala v kotu. Ja, to sem mislil. Mislim, v gimnaziji, no, lepo te naprosim. Okej, sorry. Ampak bila sem pa, s tako frizuro nisem se hotela česati, da bo meni rekel, da bom enkrat pete obula, pa bele hlače. Ja. Pač rokerca, nisem hotela. Pa so me pa zvabili v to nekako, ampak vem, da je bil že takrat moj mindset, ma pa bom, če pač lahko. Bom pa iz tega pač neki. Dobro. Ko sem šla v manekensko šolo, takrat so to še celo obstajale, pa sta mi pač starša, sta mi dala denar, pa sem nekaj. Toliko časa bom delala ta modeling, da to vrnem, pa neham, ker mi gre na živce. Meni je šlo to skozi na živce. Zdaj. Kaj, se pravi, lifestyle? Ma vse to, ja, ta nek... Že tako je vse to neko dokazovanje, ne, in tako kot mlada punca, itak kaj pa drugega delaš, kakor pa se dokazuje. Ma še zdaj se, no, ne bomo iskreni. Ampak takrat nekako hočeš te potrditve dobiti in potem ful te okolice vpliva na te. Ko si lepa, daj ti pa to pejt. To je pa škoda, da ne bi. To je cel ta nek proces. Pa pač greš, ja, pa dobiš tisto krono. To je meni zdaj smešen. Mislim, meni je to zdaj, sploh zato, ko so se časi tako spremenile. Lepotna tekmovanja, ojoj, ne vem, če imajo prav dober glas. Ja, malo se je spremenil zdaj v tem času. Čist. Zdaj se mi zdi, da se nekako preselili vse na področje influencerstva. Itak, ja, absolutno. Zdaj to vse živi na Instagramu. Tako. Kaj so pa tvoji pogledi? Ti se tudi udejstvuješ na tem področju? Tudi se. Pak nekako... Za dušo bi rekel bolj. Malo drugačno. Jaz sem ohranila neke te naročnike, ki so potem s korono, nekako nismo mogli to v živo več delati in se tja preselili. Nekako to ohranjam. Sem pa tudi jaz bi rekla, stara garda tega, se vidiš, no, prej sem rekla, sem pozabila telefon, pa nisem... Jaz pozabim te stvari, pozabim. Telefon mi ni podaljšek roke, organski, tako kaj zdaj vse mladini, se moram prav tako, daj zdaj, tako da... Jaz pač nočem biti influencer, mislim, ta vpliv mi je že tako zastrašujoče. Bi bila raj vzor, no, če sem že. Ampak vzor je pa človek lahko, če takole pomisliš na dolgi rok, pa mogoče niti ne totalno namerno. Ker te vplivneži se imenujejo vplivneži, zato ker se posnamejo, kako rečejo, to je pa dobro. Kupite tole, ali pa ne vem, tole pa ni dobro, ne se tega delati. Ampak dejanski vpliv je pa težko zaznati, ne? To pa res. To se po moje tako po enem določenem obdobju zaznali. Ampak sej, le to smo se pa od Tare naučili. Ona je pa tako leta in leta, ne? Ja, na dolgi rok so te stvari, itak na dolgi. Če te kdo spremlja, te itak spremlja zaradi drugih stvari, ne zato, ker jim nekaj prodajaš. Zaradi neke tvoje... Jaz mislim, da je to nasplošno problem današnjega časa, da ljudje ne delajo več nič na dolgi rok. To je res, vse instant. Vse instant. Takoj zdaj, cak, če ni, adijo. Čeprav eni rezanci so pa dobri instant. Ene poznam, ki jih kupujem, ker nimam časa kuhati, tudi ne znam. Eni rezanci so pa res dobri, tako 3 minute in jih premešaš in... Vem, kjeri so. Ne hrustajo več. Dobri so. Za mačka je to dobro. Okej.
Drugače si oblikovalka tudi. To sem rekla na začetku. Po izobrazbi nisem, sem priučena. Podjetnica. Ja, v bistvu, ja. Imaš podjetniško žilico? Ker to, ne vem, če gre skupaj, bi rekel, nastopaška žilica pa podjetniška. Ja, tako no, glede na to, da sem ustvarila nek brand in nek izdelek, kar iz nič, se pravi, naredila sem svojo spletno stran, odločila sem se, da bom delala, oblikovala vse, recimo, da tle nekako to imam. Zdaj, koliko je to uspešno, koliko od tega živim, koliko sem, več kot očitno nisem milijonar. Ne vem. Mislim, jaz moram delati ful veliko stvari, da je to potem neka celota. Tako da malo imam to razpršeno podjetniško, ker ni prav preveč dober, po mojem. Aha. Tako da moram mehan to. Jaz mislim zase, da ne znam prodajati stvari. Aha. Tako, tudi, ko sva šla prej v to influencerstvo, jaz občudujem tiste, ki to znajo. Res, vsakem čast vsem tem, ki res znajo. Prodajati. Tako. Moraš si pogledati tisti film Volk iz Wall Streeta. Sem. Tam je lekcija, kako stvari prodajati. Ja. In tudi lekcija, kako pristaneš potem v zaporu. Tako. Zanima te pa tudi van life. To pa tudi mene zanima. Van Stik z life. naravo. Ja. Imaš kakšen kombi, s katerim potuješ? Nimam. Ampak imaš pa željo ga imeti. In Ja, po svetu. to nekako je bila kar želja, sicer se letos ni uresničila zaradi nekih drugih stvari, ampak to mi je tako, meni je ta camp, lifestyle mi je všeč, ker si pač skozi stiku z naravo, Okej. itak potovanja, nekako skozi, da ti greš res po neki poti, da je cela ta pot neko doživetje, no? Da ni samo tisti, a veš, točke A do B, zdaj gremo pa na morje in tisti nam gre itak na živce cela pot, Ja. ki je dolga. Jaz se rada vozim. Tako mi je meditacija. Se pravi, ni pomemben cilj, ampak pot. Evo, da gremo v kliše. Vidiš to? Temu se reče vplivnost. Ne, ampak je res, kaj praviš. Je, ne vem. Mislim, jaz se nasploh rada vozim z avto, tudi z avto tako. Ja. To mi je super. Greš kdaj na vožnje brez cilja? Ma tudi grem, ja. Tako. Že kdaj Zato, ker... zapeljala z ceste? Ne. Ne. To se meni zgodi, ko grem na vožnjo prek cilja. Aha. Enkrat zmanjka ceste. Manjka. Ja. V eni točki določeni ne gre naprej. Da veš, to pa pomeni, da se moraš na to staviti prej. Ja, to pa mislim, da se pa mi ustvarjalci ne znamo. Imaš mero drugače? Recimo, da se jo učim imeti. Da se jo, ja, jaz se ne morem priučiti. Ja, Vem, jaz imam- ampak dober si rekel prej, preden so začela. Da je to pomeni, da pač znamo ustvarjati. Da Ja. nekak, Ja, mislim, da noben zdaj nek človek iz nekega ustvarjalnega posla ne reče, joj, zdaj je pa 4 ure, zdaj pa moramo iti, da ne bomo prepozno doma, ne gre to. Ne ker gre. moramo zgodaj vstati. Ja. Ni ure pač v ustvarjanju, ni, ne, v kreativi ni. Včasih tudi v štacun pač se ti nekaj pripelje, ne. Pa je pač to nek timing, ko ne sediš v pisarni, recimo, no, mislim. Največje Nič narobe delo- s tem, pač ljudje so mi različni, ampak ja. Absolutno. Ogromno zadev je velikrat nastal na prtiček v kavarni. Ja. Veliko pesmi. A ni to romantično? Je. Na prtiček? A si kdaj že napisal komu številko na prtiček? Številko ne, enačbo. Fuj romantično. Okay. Ja, enačbo mislim, da ja. Prej kot številko. Ti si dobila kdaj kakšno številko na prtičku? Dobila je nisem, sem jo pa napisala. Si je napisala. Mimogrede, ta prtiček ni do mene prišel, sam to veš. Tara, jaz bi se ti zahvalil, da si prišla v našo oddajo, v našo klet. Upam, da te ta vlaga ni motila. Ne, v redu je, sem vajena. Ni najbolj izolacija, pa imamo kapla dol. Ja, ampak je misteriozen prostor, Je. kjer se lahko bolj odpreš, mogoče. Zelo si se odprla. Hvala, hvala da si prišla. Želim ti srečno v van lifeu, pri podjetniški žilici in pri voditeljski žilici. Tako. Upam, da priješ še kaj okrog. Ja, pridem. Čez Najlepše. kakšen let, 2, 3. Se spravim, jaz bi te imel vsako oddajo, ampak lej, pa pridi, ko boš imela časa. Hvala lepa. Hvala, Jure. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.